Vsekakor v prihodnosti, da, ker ta naša raziskava je pokazala, kako dejansko poteka razvoj vranice. Dejansko je zdaj dokaj jasno, katere molekule sodelujejo pri tem razvoju. V prihodnosti, ko bomo napredovali tudi z znanjem, kako vplivati na gene, bi lahko pričakovali, da bi lahko to vodilo v razvoj novih genskih zdravljenj pri razvojnih napakah pri razvoju vranice. Dejansko so nas poklicali kolegi iz Italije, ker pri nas že nekaj let delamo na modelu miši brez gena SF1, ki ima prizadeto tudi vranico, in so nas oni nekako povabili k temu sodelovanju, da bi skupaj z njimi proučevali razvoj vranice. Dejansko vranica ni osrednja tema naših raziskav. V našem laboratoriju se bolj posvečamo možganom, vendar pa italijanska skupina proučuje vranico, in ker je ta razvoj moten pri našem mišjem modelu, smo potem pristopili k skupni raziskavi. V zadnjih letih verjetno iz dveh razlogov. Eden je izjemno velik napredek v zadnjih letih ali desetletjih po odkritju DNK sekvenciranja človeškega genoma, ko smo se začeli učiti, kako manipulirati z samo centrom življenja, z geni, z tistim, kar nas dela to, kar smo. Po drugi strani pa verjetno zaradi tega, ker se staramo, vedno več bolezni nas prizadeva, hkrati pa se pojavljajo vedno nove možnosti za boljše, učinkovitejše zdravljenje teh bolezni, zaradi česar so te raziskave tudi vedno bolj zanimive, popularne, nenazadnje tudi s strani financerjev, ki so, če se malo pošalimo, pogosto starejši ljudje, ki odločajo o denarju in skrbijo za svoje zdravje, potem tudi dajo več denarja za te raziskave.